V tej lekciji si bomo pogledali, kako lahko z uporabo bližnjic precej pohitrimo in poenostavimo naš postopek montaže. Pa začnimo. Najprej uvozimo nekaj posnetkov v naš projekt in jih tudi dodamo na časovnico. Za lažje spremljanje vam priporočam, da si odprete dokument, kjer sem zbral nekatere najbolj pogosto uporabljene bližnjice. Bližnjice lahko sicer urejate tudi tukaj, če greste pod File, Options in potem Shortcuts. Nekatere bližnjice lahko spreminjate, za nekatere boste videli, da nimajo svoje oznake zaenkrat in jih lahko dodate za stvari, ki jih bolj pogosto uporabljate. Bližnjice lahko razdelimo na tiste bolj splošne, ki jih poznamo tudi iz drugih programov, pa jih tukaj niti ne bom posebej omenjal, tako kot so za kopiranje, za prilepiti, za razveljaviti, uveljaviti in podobno. Bližnjica, ki jo sploh zelo radi uporabljajte, Ctrl+S, da shranite. Tukaj si bomo pa pogledali zdaj nekatere bližnjice, ki so malo bolj specifične za sam montažni program. Prva bližnjica, tipka Space, ko smo na časovnici, začnemo z predvajanjem s to tipko. In predvajanje tudi ustavimo. Če se želimo premakniti samo za kakšno sličico naprej ali pa nazaj, lahko to naredimo s tipkama za vejico, za nazaj, ali pa piko za naprej. Če bi radi po 10 sličic naprej, držimo zraven samo tipko Shift in se premikamo. To je sploh uporabno, recimo, če iščemo točno tisto sličico, kjer pride do spremembe posnetka, recimo. S tipkama Page Up in Page Down se premikamo med točkami urejanja. Se pravi, to so točke, kjer so posnetki rezani, lahko audio ali pa video posnetki, katerikoli. Če pritisnemo tipko Home, se premaknemo na začetek časovnice, s tipko End pa na konec. Dostikrat, ko urejamo stvari, ko režemo, ko hočemo biti bolj natančni, želimo tudi časovnico imeti malo večjo. Povečamo jo preprosto s kombinacijo tipk Ctrl+ in zmanjšamo s Ctrl-. Potem pa imamo tukaj še nekaj orodij. Nekatera bomo uporabljali, drugih ne bomo. Zato tudi samo par teh pomembnih bližnjic, ki nam lahko tukaj pomagajo. Prva bližnjica je Shift+S, s katerim vklopimo tale magnetek tukaj. Kaj to naredi? Ta magnetek v bistvu pomeni, da ko približamo dva posnetka skupaj, nam jih avtomatsko združi, da sta eden zraven drugega. Mogoče bo najbolj enostavno, če zdaj to izklopimo, pa bomo videli, da zdaj lahko pač ta dva posnetka premikamo, ne da bi se združila, in včasih nam pride prav, kadar nočemo, da se združita, kadar hočemo, da se malenkost prekrivata ali pa kaj podobnega. Običajno pa imamo to funkcijo vključeno, ker je precej uporabna, da lahko hitro naredimo, razporedimo posnetke, ne da bi bili razmaki vmes. S črko V odpremo možnost tole puščico, da lahko posnetke izbiramo, potem tudi premikamo. S črko H aktiviramo tole roko in s to roko se lahko recimo premikamo časovnico, ne da bi premikali posnetke. Potem imamo črko C, s katero aktiviramo tole britvico, tole rezilo, in zdaj lahko mi posnetek poljubno razrežemo. Če želimo posnetek raztegniti, se pravi, da bo
daljši, s tem primerno bo pač tudi počasnejši. Uporabimo črko S in zdaj lahko pač posnetek poljubno podaljšamo. Bomo pa videli, da zdaj bo posnetek precej bolj počasen. Pri uporabi tega orodja vam priporočam sicer, da ne pretiravate, sploh pri upočasnjevanju, zaradi tega, ker bo pač posnetek potem preskakoval, če ne snemate seveda z več sličicami na sekundo. Pa še ena bližnjica, ki nam tudi prav pride. Če želimo recimo samo en posnetek izbrisati, pa hočemo, da se vsi ostali posnetki premaknejo nazaj, izberemo posnetek in uporabimo kombinacijo tipk Alt-Delete. In zdaj je ta posnetek izbrisalo, ostali posnetki, ki so mu sledili, pa so se premaknili nazaj. To je razlika, če uporabimo samo tipko Delete, bo pač tukaj ostala luknja. Če te luknje ne želimo, torej uporabimo namesto tega kombinacijo Alt-Delete. Okej, to so nekatere od glavnih bližnjic, ki vam lahko precej poenostavijo delo v programu HitFilm Express. Podobne bližnjice se uporabljajo tudi v drugih programih in večinoma se jih da tudi nastaviti, da lahko uporabite poljubne kombinacije, če ste bolj navajeni na kakšne druge. Pod videom pa najdete tudi, kot rečeno, seznam bližnjic v PDF dokumentu, ki ga lahko prenesete in natisnete, da ga imate vedno pri sebi.